Živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepam pa tle na izhodišču Šumikov Gagaja sem trenutno. Ampak sicer vam bom pokazal Šumikov Gaj, ki sem ga kakšen 14 dni nazaj posnel, bom na hitrico malo pokazal, da boste videli ta naravni biser tle v Posočju. Ampak ja, drugače je to v Lepeni. Lepena je pa izhodišče za Krnska jezera, tiste, ki niste najbolj domači. Grem pa moj plan danes je po stari vojaški mloteri iz prve svetovne vojne, avstrijski, avstro-ogrski, ob enih slapovih bom gor šel, pa v bistvu sploh ne vem čisto kaj pričakovati, ker čisto vse novo zame. Eden od gledalcev, Tomaž, mi je pred časom se malo dopisovala, pa mi je par stvari napisal tlele gor, ampak še zmer izpisane besede, bolj malo, ne vem kaj točno pričakovati. Ne vem niti, a so urejene molitere ali niso. Vem, da so eni spominska obeležja iz prve svetovne vojne gor. Jaz pričakujem, da bo super, pa če gledate ta video, pol verjetno mi je zdaj uspel in bom imel nekaj za pokazati. Tako da vas vabim zraven. Pridemo čez tale krasen lesen most, se pa usmerimo proti velikim koritom Soče, se pravi gremo po poti nazaj. No, to je ta struga, ki jo bomo zdaj gor sledili, vsaj kakor na zemljevidu kaže. Upam, da je pa gor višji, ki je več vode, da bo kakšen slab. Po tele mostu, par tabli, grem pa tle čez, čeprav nakazuje, da se sem ne gre, ampak grem po tej potki gor. Bi pa lahko tudi malo višji še šel, se pravi malo nadaljeval po tej poti nazaj proti koritom, pa je tam pol označena še ena pot, ampak grem jaz kar tle, ki je bližji. Če pridete do teh hišk, ste po mojem planu gor gledano preveč desno. Zdaj se bom jaz kele bolj levo usmeril. Nad hišo je takole lepa potka, ki me pelje v levo, pa mislim, da bom kmalu prišel do molitere. No, se je tukaj vrng zrihtana pot. Očitno sem že od štarta na pravi poti. Ker pa tlele voda, mora biti to res hudo divje. Očitno bom danes dosti takih klipov posnel. Meni zemljevid kaže, da gre pot gor gledano po desni strani struge, ampak tam nisem nič našel. Tle po levo stran pa nekaj izgleda mogoče kot potka, tako da grem jaz kar po levo stran gor. Wow, kaj bi to, kakšen bazenček. Temole bazenčku bom jaz kar na desno stran struge gledano gor šel, ker tam vidim naprej, da so precej strmo pobočje na levo stran. Tukaj pa tudi ni klini gor peljano. Verjetno sicer to bolj za vodovod mišljen, ampak vseeno grem jaz tle kar gor. Ok, zgleda to
da tukaj izvira. Da sem se še enkrat v strugo spustil, ko sem videl tale tolmunček oziroma tolmun. Ampak tukaj sigurno izvira. Zdaj moram pa slapove najti. Okej, vsem tole ni izvir. Zdaj iz druge strani gledam, oziroma z višji. Iz leve strani, to kar sem posnel, izgleda, da dol pada slap, ampak zdaj je suh. Pa tukaj sem pa tudi, gleda, po mojem našel nekdanjo mulatjero. Oziroma vsaj pot. Tako da vse se postavlja na pravo mesto. Ja, kaj pa to? To je pa kar noro, kaj se tlele skriva. Kakšna voda je. Tole pa pogledajte drugo stran. Edino, kar mi je pa žal zdajle, je pa to, da tamle, ko sem skrenil s poti, da sem palce tam pustil in da sem mogel zdaj vračati nazaj dol. Zelo zanimivo so te skavišči, ko greš, več ima vode. Neverjetno. Zdaj pa prečkam tiste suhe struge, ki ste jo videli, se začne pa oddaljevati od potoka in v bistvu gremo zdaj dokončno stran od potoka, pa gor ta vojaško obeležje pogledati. No. Upam, da bo kaj. Tole so markacije poti miru. Ni tukaj planinska pot, se pravi ni knafljivih markacij, ampak so te markacije. Me kar preseneča, ker izgleda že kar precej stare. Opa, se me izgleda tale pot pripeljala. Da pa pogledal, če še kaj naprej. Potka se pa nadaljuje. No, tukaj me pa zdaj pot prvič spominja na mulatjero, da je široka pa lepa. Prej nižji dol je bila pa precej ozka. Prvič malo razgleda skozi tole mogočni Bavški Grintavc. Kar kakšen ostank se da videti. Na zemljevidu je drugače označenih kar nekaj mulatjer, ki grejo iz te markirane mulatjere naprej višji, ampak danes bom jaz spoznal samo tole mulatjero, ostalo pa mogoče kdaj kasneje. Planiram pa še naprej iti, pa pol v bistvu krožno pot, no. Tako da, tak lušten izlet. No, tukaj sem jaz sigurno neka poslopja. Pot je pa tukaj res prijetna, tako ni ne vem kaj strma, oziroma zdaj sploh ni več strma. Razgledi se odpirajo, zdajle tamle že vidim, da vam bom pokazal Bavški Grintavc. Kakšen pogled, to bi pa kar gledal. Tako kot sem že rekel, Bavški Grintavc. Kakšen teden nazaj sem bil gor, pa dal tudi povezavo. Nam prav prehiter v dolini, bom pa še po teli mulatjeri
gor skočil pogledat. Sicer ne kaže, da bi kam pripeljala, ampak kakšen razgled bomo pa dobili najbrž. Pa še naprej gor. Na mojem zemljevidu se pot tlele konča. Ampak bom šel še malo višji pogledat. Glede na to, da je tak plato tlele, pa malo višji še en, so imeli tukaj sigurno kakšne stavbe oziroma objekte. Ja, ena pot se je nakazovala, pa me je do semle pripeljala. Zdaj pa bom videl, kva bom. Bom šel po gozdu še malo naprej najbrž. Če bom prišel dokaj čez tele, čez ta nekdaj snežni plaz. Še malo sem se povzpel, pa sem do tegale prišel. Tukaj gor, po grebenu, oziroma malo zadaj, ne bi šla pa še ena mulatjera, pa se pa tam dol spusti, tako da sem mogoče tle gor uspel. Ne vem, ampak tole mi izgleda malo kar rovi. Tamle sem tudi ene skale zložene v tak zid videl. Vem, da so imeli tle Avstro-Ogrska, da je imela pod grebenom nekje linijo, ampak sem mislil, da so imeli, po kar jaz sem imeli Italijani prav gor na Krnčici, kar je kar še precej višji gor. Pišu, kakšen vhod v Brezene. Tle se pa ni dobro po noč potikati okoli. Ja, merilne naprave kar daleč dol letijo. Ni pa, kakor sem gledal, pa Brezno ni označeno, vsaj ne na zemljevidu, ki ga imam, jamarskem. Mi je zdelo čudno, da bi se mulatjera kar končala tle, za brez veze. Tale gor vidim zid, oziroma škarpo, po mojem sem pa zdaj tudi na mulatjeri. Tukaj sta spet dva taka platoja, so me zgleda. Spet neke hiše, zdaj pa pomelišče zgleda gor. Kaj pa ta razgled. Moram malo nižji kamero dati. Zdaj sem šele pogruntal, kakšen razgled imam. Tole je Bavški Grintovec, Prisojnik, Razor, tole se pa že Triglav vidi. Gor imam pa takole. No, tole melišče sem premagal. Zdaj imam pa bolj trdna tla pod sabo. Tukaj gre en hudournik dol, ko je voda. Dobro sem pogledal zemljevid. Sem praktično direkt na mulatjeri se ustavil, ko sem po teli grapi gor hodil. Zdaj je to ta mulatjera, ko sem jo hotel, sam bom videl, malo bom šel po njej. Malo mi ni všeč, ker je toliko strmo tle dol. Tukaj se mi pa, ne vem, zakaj se mi zdi, da sem prvi, ki hodi po prvi svetovni vojni. Čeprav seveda temu ni tako, no. Ker je, celo malo je shojeno. Kar me navdaja z optimizmom. Je pa čisto možno, da živalita shodijo. Ampak po mojem tudi kakšen človek tle hodi. Kakšen lep teren je nazaj. Tole pa po mojem da Lemeš. Čez je pa pol Krnsko jezero. Tukaj se mi zdi, da se pa mulatjera konča, oziroma konča, zavije dol nazaj v Lepeno. Mulatjera se seveda ne konča tlele, ampak gre kar proti Sedlu, pa pol ne vem kam. Tamle dol jo vidim. Tamle dol preč. Tam ne vem, če bi šel. Tako da bom kar tukaj dol jo mahnil. Pol sem pa priključil tisti, ki sem original po njej hodil, tista markirana.
pa pol v dolino. Temu se reče pa improvizacija, če kapco v avto pozabiš. V glavnem, to je najvišji del ture, ki jo bom danes gleda dosegel. Tako da to je tudi selfie z vrha. Zdajle malo pojem, pa bom šel pa počasi dol, ne. Zdaj bi mi pa prav prišla ona žagca, ki imam v avtu, ki pol lubenico na pol dal z njo. Ki tale mulatjera dol, pa zgleda, da ne bo prav hudo romantična. Zdaj sem ugotovil, da brez veze mulatjero iskati, ampak bom sam tukaj do tegale platoja dol šel, pa tamle vidim neko streho, sigurno gre tam mimo pot, pa pol tudi dol naprej. Tako da to je moj naslednji cilj. Spet sem na eno pot prišel, ampak nisem še prvi ni strehi. Tamle je streha, jaz pa ne vem, kje naj čez to goščavo pridem. Piška tole pa, ko mi sem našel. Kakšna luštna hiška. Zdaj pa, tukaj pa mora biti pot, ne. Do sem. In v mojem primeru od tukaj. Nekdo ima bivak tle. Luštan. Ja, zdaj pa malo se razgledam, pa vidim, kje naprej. Tukaj razgledam malo shojen. Aha, pa tudi z nekimi rdečimi pikami označen. Tako da, pičemo tle dol. Ja, zanimivo je tle. Tole je, more biti nekaj iz prve vojne. Pa tukaj po mojem se tudi nekaj imel. Zdaj pa edin, če gre pot tle skozi. Ni pa to ta mulatjera, po kateri sem mislil iti dol. Ampak, ne vem, možno, da bom nekam prišel. Malo sem zgubljen tlele, ampak po mojem, da je tole, da bi znal biti, ja, pa ni strelski jark. Ampak v glavnem potem grem dol, pa nekje bom do mulatjere prišel, oziroma do poti. Ja, malo sem se mogel potruditi, ampak sem jo našel. Zdaj pa mislim, da ne bo več prav hudega izziva dol prideti. Zarečenega kruha pa to, veste ta pregovor, ampak sem prišel pa do spet enega platoja, ker sem imel pa nekaj orank. Bajturi ne zgleda. Tle pa mislim, da mora biti mulatjera v bližini. Zanimivo mi je, ko tale, ko je to telefonski kabel dela tle sred hoste. Ampak me res preseneča, ka potka je zelo solidno uhojena, ne. Pa da si me tolikrat že zgrešil. Pa dejansko, da ljudje tle hodijo, ne. Še en plato, kjer so imeli sigurno neke stavbe. Kakšne mogočne stene sem zdaj obhodil. Prej sem bil še tamle gor. Spet novi platoji, prostor za objekte. Tukaj sem pa zgleda tudi že na markirani poti, ker sta tle še dva turista, trije. Kar nekaj materiala. Tole je v smeri, iz katere bi sicer prišel, če ne bi gor Kolovratu. Ja, to so teli spomeniki. Zdaj moramo pa tle naprej nekam dol. Tle dol je markiran, ja. Nič posebenega se ne dogaja. Malo grem levo, malo grem desno, ampak v bistvu grem dol. Kar ne moreš verjeti, koliko se je treba še spustiti. Res bi bilo zanimivo videti tole 100 let nazaj, ko je tale pot izgledala. Zdajle le na redkih mestih se še vidi, da je mulatjera. Drugače je pa čisto navadna, ozka
lepotka. Kaj to čas naredi. Oziroma narava zrihta, da se povrne prvotno stanje. Ja, tam, ko so pa takele zidovi, tam pa še zelo lepo izgleda. No, tukaj pa še največ se vidi od ostankov stavb. Kako neverjetno se je gozd menja. Gor še ful višji je bila podloga, je bila taka prav mehka, sem ful užival, sem rekel, kakšen dober teren. Tle so same skale, vmes je spet nekaj tretjega, res zelo pestro. Ta pa ni iz prve svetovne vojne. Kakšen pogled nazaj. Spet kar težko verjeti, da smo bili tam gor. Evo ga. Gremo desno za Šuniko vodnega, evo. To je pa pot spomina. Zagreben. Gremo pa avto, pa kopat se. Tukaj je šel lahko naprej, pa prišel Šunikov vodni gaj. Ampak jaz grem tlele čez, ker je bližje do avta. Hajca ga pa dober. Upam, da imam avto vsaj malo v senci. Pa še kar pri norcih. Ja, še zaključek nam ostal, ne. Se pravi, če rečemo, da brez tega mojega dodatka, ko sem šel gor po nemarkirani, je pot lep družinski izlet, komot. Bom napisal spodaj, koliko je vse skupaj dolgo, pa tudi zemljevid poti bom dal ta, ne bom dal mojega, ker ga nimam, ker šel malo po svoje. Drugače pa slapovi, to moram iti še enkrat pogledati, da bom prav sam to raziskal, res kakšni Tolmuni, prav neverjetno. Sploh ne vem, kako da to zdaj še nisem videl. Z domačini sem se pogovarjal, pa mi noben je rekel, da mi pej to pogledati. Res neverjetno. Ful dobro. Gor del, ko sem šel jesti, je tudi ful dobro. Tudi enkrat bom še šel tam, se pravi bolj levo po unih travnikih, tam mora biti tudi hudo dobro. Bomo pa kmalu ta greben Krnčice malo višji gor, bomo šli z Bohinjci malo raziskati. Tako da to tudi malo čaka, da sem tudi malo bolj predstavljal vse skupaj tam gor. To je pa to, ne. Spet tale bazenček za piko na i. Zdaj počas proti domu. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Če še niste vpisani, se vpište na kanal. Samo tretjina ljudi, ki gleda kanal, je subscribena. Pa bi bilo lahko še več. V glavnem, tudi če niste, ni problema, saj v bistvu je dosti vseeno. Še enkrat hvala, da ste ostali do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, uživite, pejte v naravo, pa se kmalu vidimo. Čau!